Dober dan, od srede do srede, kolega Janez Markeš. Živijo. Dober dan. Ustavva se za trenutek pri današnjem datumu, 8. maj. To je datum, ne, na katerega dan je bila prebrana 35 let nazaj Majniška deklaracija, en temeljnih dokumentov te države oziroma takrat države v nastajanju oziroma države ljudstva z ambicijo, da dobi svojo državo. Malo sva si sprintala. Evo. A ti ta dokument danes še kaj pove? Ta dokument je neverjetno zanimiv, ko sem razmišljal, kaj bi pa pisal ta teden, in se samo po sebi ponuja, da je treba govoriti o Gazi, da je treba govoriti o mirovnem sporazumu, ki ga ni in ga ne bo očitno, da je treba govoriti o tem, da Slovenija mora priznati palestinsko državo. In pride ta datum, v katerim se ponavlja natanko to, kar je danes dilema v Palestini, bilo takrat pač naše, da v prvi točki, ko je Tone Pavček prišel in je rekel, želimo živeti v državi, v suvereni državi slovenskega naroda. Ja. Slovenskega naroda, ne vem, smo bili tam, takrat, smo poslušali Toneta Pavčka, bili smo mladi in tako naprej. Jaz se spomnim, da bi tam zraven napis Janša zavrl človekove pravice. Toliko let zatem, kje je Janša in kje so človekove pravice v njegovi glavi in izven v njegovi politiki, recimo. In se že takrat, to si ti bolj od blizu spremljal, pač kazala v celotnem gibanju, te osamosvojitve in demokratizacije neka tendenca, ki je že vzpostavljala razlike med državljanom in narodom in nakazovala neka bodoča nesoglasja, ki so pravzaprav zdaj že nekako... Jaz se spomnim takrat polemik, ki so šle približno v to smer, ali bi tako pomemben dokument se moral naslavljati na slovenski narod, ali bi bilo bolj primerno, da bi se naslavljal na državljanke in državljane Republike Slovenije. Se pravi, en koncept je državljanski koncept, drugi koncept je bolj vezan na narod, rod, se pravi na neko gentilno obliko organizacije skupnosti. Tako, ne glede na tedanje polemike, pa po mojem tukaj neka tretja točka, ki nam pa govori o imperativu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin. Ja, in da veš tista... Tle se midva vračava pravzaprav spet na sodobnost. Ja, in ta razlika, ki se je takrat zdela nepomembna, ko je odbor protestiral oziroma je pričakoval, bom rekel, da se ne izhaja v retoriki izhodiščno iz naroda, kar je Nova revija nekako predlagala, ampak da se gre pač na občo raven temeljnih oziroma človečanskih pravic. Je bila natanko razlika, ali gremo, se pravi, takrat bila videti kot nepomembna, ampak a izhajamo iz neke predmoderne paradigme v moderno, ali izhajamo že iz moderne. Zdaj, nastanek države je pač moderna paradigma, to ni predmoderna paradigma. Kje se zgodi ta preskok iz naroda v nacijo oziroma v nacionalnost, to je pač moderni preskok. Zato, ker je moderna država je stvar konvencije, dogovora, to ni neko naravno pravno stanje. Vedno tako bilo v teoriji in v praksi, ampak zanimivo je to, da tisto, kar je takrat bilo predmet neke debate, mogoče celo kakšnega prepira, pa danes dobesedno temeljna razlika med pravzaprav to, kar praviš gentilistično nastavitvijo, ki je v bistvu se udomačila v desnici, konkretno v tem primeru v SDS, ki je prevladujoča, ki v bistvu povozi tudi točno to, temeljne človekove pravice, nekaj, kar je opredeljeno v aktih, ustanovnih aktih Združenih narodov. Se pravi, protibegunska retorika v tem primeru, če bi iz druge paradigme štartala, ne bi imela nobenega mesta, tako ga pa ima. Tako pa govorimo o tem, da nekdo napada našo, sveto slovensko zemljo, sveti narod in tako naprej.
jezik in tako, kar je relevantna debata, vendar ne iz teh izhodišč. Ne moreš iti iz izhodišč, da so na eni strani umikanci, na drugi strani pa barbari. Ne. Ker natanko to je zdaj retorika tudi v Palestini, v Gazi, ne, kjer Izraelci trdijo, da so oni barbari in da tako rekoč niso ljudje. Ne. In to celo na glas povedo. Ne. In da se jih pač lahko manj kot deratizira, skratka v besednjaku, ki je bil v 30-ih veljaven v Nemčiji natanko proti Judom. Ne. In v Majniški deklaraciji takrat je bilo jasno povedano, ker smo tam demonstrirali, in to mene fascinira, ne, ker smo toliko let nazaj tam stali in smo dejansko prisegali na te vrednote kot na samoumevne. Mislim, v vsakem stvari, ki smo jo izrekali pod vidikom temeljne človekove pravice. Ne. Takrat še Igor Bavčar ni pozabil tega povedati, ker je v tisti megafon govoril. Ne. Ja, kontekst tega dogodka izpred 35 let še pojasniti, ne, se pravi na današnjem kongresnem trgu, ki se je takrat še imenoval Trg Osvobodilne fronte, Ja. Je teklo zborovanje odbora za varstvo človekovih pravic, za katerega pa prvotni organizator ni dobil dovoljenja, in potem se je zgodilo to, da je Zveza socialistične mladine na istem prizorišču in ob isti uri sklicala javno sejo. Za javne seje družbeno-političnih organizacij pa po tedanji zakonodaji dovoljenja upravnih organov niso bila potrebna, ne, in potem smo dobili največjo sejo v novejši slovenski zgodovini, na katero je prišlo par 10.000 ljudi. Ja. Okay, dejva šivati na sodobnost. Ne. Ja. Pozdravlja še ljubljanske študentke in študente, ki so danes začeli s protestom proti genocidu v Gazi. Hkrati je njihov protest del vseevropskega gibanja, ki se je začelo nekoliko prej na newyorški univerzi Columbia, šla čez ozemlje ZDA in se z manjšo zamudo potem pojavila tudi v Ljubljani za Bežigradom. Ja, jaz upam, da bodo taki protesti zajeli tudi študente v Pekingu, Teheranu in Moskvi, ki zanesljivo trdijo, da so na strani Palestincev. Ampak si česa tazga verjetno ne bodo špogali ali pa v lepi slovenščini privoščili. Ne. Ta ambivalenca je zelo zanimiva, ker v Ameriki, ki je v bistvu največji zaveznik Izraelcev, so študenti vendar zbrali pogum, ne, in tako rekoč iz snobovskih pozicij, tam se šolajo bogati, so predvsem pretežno bogati. Izjemno bogati ali pa tisti, ki tvegajo se zadolžijo tako do polovico kariere, ne. Kar pomeni, da s tem tudi ogromno tvegajo, če demonstrirajo, ne, da lahko zgubijo potem to svoje. Izključijo jih lahko. Ja. Ne. In vendar so to storili. In ne samo to, ne. To je v zadnji kolumni na Siolu pisala tudi Nika Kovač, ki je tam študirala, ne, v Kolumbiji, kjer se je začelo. Ne. Profesori so stopili na njihovo stran in z njimi, upam, da bodo tudi slovenski profesori to storili. Ne. In da se bo nekako leto 68 vsaj tako pro forma malo ponovilo. Ne. Recimo v Amsterdamu, ne, kjer je policija brutalno razhajkala utaboritev. Miroljubno utaboritev, ne, so brutalno razhajkali. So upravičilo univerze, ki je univerza povabila policijo. Ne. Ja. So upravičilo univerze zahtevali tako študentje, protestirajoči študentje, kot tudi profesorski zbor. Ne. Ja. Do zaostritve je pa prišlo potem, ko je v miroljuben protest upadla skupina proizraelskih mladcev z baklami in so pač hoteli povzročiti eskalacijo, ki je niso dobili, ne, vendarle je pa potem
policija prek noči razhajkala in pozaprla nekaj 10 študentov. Kot naročeno, ne, jaz ne vem, kaj Nizozemska, Nizozemska je čudna demokracija, tako pogledano, ne, čezalno samo to, da delijo skupni prevladujoči trg z Izraelom, trg diamantov in kako so njihovi vojaki v Srebrenici grozno znali spoštovati temeljne človekove pravice in zdaj so šli odpirati v najbolj oportunem trenutku muzej holokausta, ne, v trenutku, ko bi ga morali odpirati Palestincem. Ne. Se ni nič narobe, mislim, holokaust je sigurno, da zavržna stvar, ki jo je treba obeleževati, ampak če pa uprežeš v trenutne politične dogodke in dogajanja, zato, da potiho podpiraš Izrael, ne, in potem, ko pridejo ti verjetno bogati finančno in pa verjetno tudi lobijsko podprti izraelski študenti z baklami v rokah, podobno spominja na bedem ljubavi, ja, na druge bakle, ampak najmanj pri nas pa na mitinge resnice, ne, v svojem času, ne, pa bedem ljubavi, pa ne vem kaj vse. Predvsem pa seveda, ja, to lahko spominja potem tudi na nož dolgih nožev, ne, v nekih letih, ne. Ampak te primerjave, kakorkoli so nehvaležne, so pa popolnoma legitimne, ne. To, kar zdaj počnejo, celo Američani ustavljajo, verjamem jim nič, da ne bo pomote, ampak pro forma ustavljajo dobavo orožja Izraelu ta trenutek, zaradi tega, ker napadajo Rafah, potem, ne, ko so dogovorjeni za premirje, pa tega premirja Netanjahu nekako noče sprejeti. Si Nizozemci omenil, so pa oni to precej prej storili, ne? Ustavitev dobave orožja. Ja. Ne? Kar je pa druga zgodba, je pa slovenska prijateljica Nemčija. In pa slovenska prijateljica Tanja Fajon, ne, ki je zadnjič tako vešče pri Marcelu veslala med brezpogojno tezo, da je treba priznati Palestino na eni strani, na drugi strani pa, da čakamo na pravi čas. Ne, in to čakamo že ne vem koliko let na pravi čas, da Slovenija prizna Palestino. Ne. Mislim, da se zdaj zbira neka peticija Borze zveze, ki jo je pokrenil. Mislim, da je to zelo, zelo dobra in utemeljena akcija. Jaz mislim, da je v Sloveniji treba na neki civilni ravni simbolno pač povedati, nehajte se hecati, to državo je treba priznati in to v imenu ustanovne listine iz leta 45 Združenih narodov in pa leta 48, ko je nastal Izrael in je bila dana zaveza, da bo nastala tudi Palestina, in pa v imenu prihodnega miru. Sej mir lahko vzpostaviš najbolj tako, če vzpostaviš formalne državne avtoritete, države, formalne odnose in potem reguliraš stvar preko institucij. Ne vem, zakaj bi nasprotovali palestinski državi, če so za mir v Izraelu. Ampak dejansko niso za mir, ampak so za ureditev palestinskega vprašanja enkrat zavedno. Ne? Se pravi za izbris, genocidni izbris palestinskega naroda. Ta misel, ki sicer verjetno ni prevladujoča, domnevam, da ni prevladujoča. Ne? Domnevam, da je to zdaj stvar sionistov pa Netanjahove skrajne desnice, ne pa vseh Judov, da ne bo nekakršne pomote, ampak vendarle je očitna. Ne? Mislim, mene bolj spominja, veš, na te naricanja o mirovnem procesu, ne? Veš, ko ni šlo za to, da se vzpostavi mir, pač da se vzpostavi mirovni proces pa je nekaj, kar traja ad infinitum. Ja, medtem ko teče vojna. Tako, ja. Ta trenutek, kot pravijo, kot poročajo mediji in pa inštitucije, je smrt izpostavljenih 500,000 otrok, to je 500 milijonov otrok. To je izredno resna situacija. Ne? In zapirajo vse dostope za humanitarne konvoje, za hrano po domač povedano, pa za zdravila. Ne? To je resna stvar in jaz mislim, da zdaj ne vem katera ministrica je pa že bila na evropski ravni, ko je preprosto povedala, da bo treba na mizo dati sankcije proti Izraelu. Ne samo ustavo dobavo orožja, ampak sankcije proti Izraelu in pa izpostavitev ključnih ljudi mednarodnemu sodišču za vojne zločine. Zato je, ne vem, odkot ta zadržanost. Ne? In v Ameriki razumemo, ker praktično kapital pogojuje in šolanje, in filmsko industrijo, in časopisno industrijo in vse. Ne? In vendar študenti prebijajo to nevarnost in gredo v tveganje. Ne? Na Kolumbiji eno leto študija stane $100,000. Ne? To ni hec. Ne? In greš in demonstriraš, tvegaš svojo kariero, to je pogumno dejanje. Ne? V Sloveniji nihče ne tvega nič, ne? Pa se komaj zdaj nekaj zbuja. Ne? Ja. Hočemo živeti v suvereni državi. Ne? Ta del Majniške deklaracije, ki je pod prvo točko
naveden, ne, se izhaja iz pravice naroda, ljudstva do samoodločbe. Ja, Ne. ja. Uh, In je skladen z temeljnimi dokumenti Organizacije združenih narodov. Tako. 35 let nazaj je Slovenija sklenila to pravico do samoodločbe aktivirati. Seveda. Čas je na Palestini in istočasno, ko jo mi na neki drugi ravni to pravico zgubljamo, suverenosti praktično nimamo več, tudi demokracije nimamo več, ne? Imamo pa neke formalne ostanke le te. To imamo. Ne? In to nam ta trenutek še zadostuje. Ne že, ampak še zadostuje. Medtem ko ti ljudje niso prišli niti do elementarne pravice, do tega, da formirajo pač institucije države, da naredijo neke družbene formacije, da vzpostavijo gospodarstvo, da vzpostavijo možnost dostopa do dela, do izobrazbe in tako naprej. Imeli so neko, do zdaj pač neko določeno avtonomijo, bilo nekaj univerz celo tam, ne, čeprav vem, v Gazi. Tragedija Gaze je, da je bilo od oktobra do danes samo študentov pobitih več kot 5000. Iz česar se da sklepati, da so bile študentke in študenti med privilegiranimi tarčami napadov, iz česar bi jaz sklepal pač, da je bil eden od ciljev tega napada tudi izbrisati prihodnjo intelektualno elito. Ja, in to je zelo genocidna mentaliteta. Zelo genocidna in meni je zares srčno žal, ker naša civilizacija je v pomembni meri po krščanstvu in pa na podstati grške filozofije postavljena na judovsko tradicijo. In zdaj vprašanje, kako bi judovska tradicija rezonirala, če ne bi bilo krščanstva, ki je pač dobesedno iz srčike, iz Jeruzalema prineslo svetovno religijo in pa osamevanje v smislu temeljnih človekovih pravic, in pa grške tradicije pač filozofske, logično. Ampak zelo mi je žal, da se na enemu od stebrov te civilizacije zdaj lom natanko ta civilizacija. Prav žal mi je tista, ker nekako ni fair do zgodovine, tega izročila, če tako rečem. Mislim, lahko zdaj imaš filozofe, eksegete, karkoli že nekaj izvajajo, pač neke separatne razmišljanja pa analize, pišejo eseje pač o tem, kako že v prvi Mojzesovi knjigi zapisana logika genocida in tako naprej, ampak to je krivično, ker to je duh tistega časa. V tistem času so vsi postopali na tak način, da so pač svoj narod postavili, sprav klan, narod, potem posledično narod in pa deloma potem iz tega izvedeno svojo religijo in pa kulturo, so morali zaščititi zato, da so preživeli, to logično. Ampak v nekem modernem času se mi pa kljub vsemu zdi, da mislim, koliko temeljiteljev pacifističnih, feminističnih in tako naprej gibov prihaja natanko iz judovskega naroda, tudi to je judovska tradicija. To je treba upoštevati, in to je treba povzdigati in to je treba tudi izpostaviti in zato se je treba vedno osredotočati pač na te sionistične deviacije, ki so pa čisto preprosto fašistične. Tudi to mene blazno moti, čeprav verjamem, ker mislim, jaz sem na Italijane alergičen, kadar obujajo fašizem. Alergičen na Meloni pa na Tajanija, kadar obujajo fašizem. In to zdaj pred volitvami spet poskušajo. Spet neko zaprosilo, da bi zaprli slovenske meje, Schengen, nekako zmehčali, zato ker iz vzhoda prihajajo pa Slovani, pa begunci, pa vse slabo. Mislim, kdo so oni, da bodo nam govorili, pa da bodo nas postavili pod sumne? Kdo so oni? Kdo so oni, razumeš? In te fašistoidni popadki, ali pa tisto, v imenu slovenskega naroda bomo naenkrat, ko je bil Janša na oblasti, razprodajali slovenski medijski prostor in demokracijo Orbanu, ki je merska enota za nekaj podobnega kot Netanjahu. Kdo so ti ljudje, da se igrajo z naše demokracije, z temeljnih človekovih pravic? In v tem smislu je treba preprosto povedati, da so te osnovne besede, kot so demokracija, ki je utemeljena na človekovih pravicah, bazična norma za leve in desne stranke. Leve z njimi pač nimajo problemov, toliko boljše za njih. Desna imajo pa očitno s tem probleme. Dobro. In to po celi Evropi. Zdaj odpiramo kampanjo evropsko, se kampanja odpira, zdaj se kaže, da bo prišlo do desnega preboja, ne do zelenega, ampak do desnega preboja in tako naprej. Bi te stvari mogli imeti v mislih. Dobro, midva greva naprej pisati sobotno prilogo, v soboto pa v trafiko. Ja, tega se bomo morali dotakniti. Zmenjeno. Hvala.